Dobro jutro. Vsaj zame je dobro jutro, ker tole snemam danes. Naslednje jutro po mojem najtežjem porazu, odkar spremljam košarkarsko reprezentanco. Mogoče tisti v Grčiji, davnega, mislim, da 2007, v četrtfinalu, ko smo imeli vse v svojih rokah, še 2 minuti do konca, pa smo potem izgubili. Mogoče se lahko tisto primerja s tem, pa še vseeno mislim, da ne, ker ipak gre za olimpijske igre. Ful težko je zdaj kakoli filozofirati. Menim, da smo odigrali za razmere, v katerih smo se znašli. To pomeni polfinale olimpijskih iger, s katerimi se še nihče ni srečal od naših fantov. Tudi z podobnimi tekmami v nogah zelo malo, razen finala evropskega prvenstva in tako naprej. Da smo odigrali dobro tekmo. Na drugi strani Francozi imajo takšnih tekem v nogah nešteto. Bistveno bolj izkušenejši, starejši, vse kar spada zraven. Ampak dobro, no. Na koncu so bili točno pol koša boljši. Ja, so bili, treba jim je dati roko in se s tem sprijazniti. Večkrat smo se vrnili, tako da smo spet pokazali nek karakter v igri. Mogoče smo določene taktične zadeve malenkost napačno odigrali, ampak saj veste, po bitki biti general, to smo lahko čisto vsi. Mislim, da si naši nimajo kaj za očitati, še najmanj Klemen, ki si je vzel zadnji met. Glede zadnje akcije, no, to je zdaj ogromno debate, normalno, da je. Da bi lahko bil Luka zadnji, ki bi si vzel žogo, moral sam zaključiti kot največji zvezdnik in bla bla bla. Takšne akcije na treningu lahko treniraš non-stop, drillaš gor in dol, pa vedno bo tekom situacije v zadnjih sekundah prišlo do neke drugih variant, ki jih nisi vadil in boš moral silom prilike v tistih 24 sekundah izpeljati. Navadno v takšnih situacijah vedno pride do enih prevzemanj, tako se je zgodilo zdaj, ko je na koncu Gobert prevzel Luko. Če ste dobro opazili, sta na vrhu trojke skupaj stopila Gobert in pa Batum. Žoga je prišla do Klemna na vrhu trojke, ki je prodrl, zelo dobro prodrl, zelo lepo dobil žogo od Luke. Vse je bilo idealno narejeno praktično, ampak še boljša obrambna akcija Batuma je v bistvu odločila. Po mojem mnenju čista kot solza situacija, obrambna. Že nasploh, seveda se bodo pojavljali razni komentarji, da je bilo sojenje čudo in nekaj vse sem še slišal, pa ja, po mojem mnenju temu tokrat ni tako, da je bilo zelo korektno. Seveda se dogajajo napake, seveda se. 100 odločitev na tekmo naredijo sodniki ali več, valjda bojo naredili 2-3 napake, vse to je jasno. Ne bi rekel, da so neke 4 točke vmes, ki so nam jih vzeli, kao odločile srečanje, nikakor. Mi smo zaostali 10 točk, se vračali, imeli smo zadnji napad, vse smo imeli v svojih rokah. Tako da, tokrat nam je košarka vzela, kar nam je mogoče kdaj prej dala. Zgodila se je košarka enostavno, to je to. Zdaj, mislim, da je Boštjan Nahbar napisal na Twitterju ali kjerkoli že, da zmagovalci imajo kratek spomin. To mislim, da je ena zelo, zelo dobra trditev in zelo primeren čas je, da se tole zdajle zgodi slovensko reprezentanco, da se zadeva prespi, kolikor se le da pozabi in gremo v drugo najpomembnejšo, oziroma v tem trenutku, če se, kot sem rekel, vse pozabi, najpomembnejšo tekmo turnirja. Fantje so garali priprave 2 meseca za to tekmo, ki sledi jutri proti Avstraliji. Če se jutri tekma dobi, se vse slabo, kar se je zgodilo včeraj, pozabi, imamo medaljo. Mislim, da je to več kot uspeh. To je izjemna zadeva, bi bila medalja za slovensko reprezentanco. Dajmo biti realni, no. Uvrstili smo se komaj na olimpijske igre, bili smo navdušeni nad tem uspehom, jasno, da proti Litvi v Litvi, zdaj pa imamo možnost za olimpijsko medaljo, mislim, to je fantastično. Tako da, fantje, kapa dol, mislim, da smo lahko neizmerno ponosni na njih, do zdaj, kaj so naredili, od strokovnega štaba do celotne ekipe, tako da, malo smole, kot sem rekel, no.
dajmo tole tekmo pozabiti in zagrizimo proti Avstraliji, koliko se da, da bomo vsi veseli naprej in bomo v torek na sprejemu v Ljubljani lahko čestitali našim fantom za vse, kaj so do zdaj naredili, no, da tako rečem, in pa vsem ostalim seveda. Da ne pozabim še stvari, ki sta me v bistvu včeraj kar presunili, no, pri Francozih, da tako rečem, no. Veš, te tisto, ko trenerji učijo na treningih, da moraš iti v prodor močno, z vso silo, gor na favl, oziroma z drugimi besedami, da zlomiš obroč, ne. Lahko je samo favl, rečemo. No, včeraj sta Edo Murić prodor pod koš z namenom, da bo zabil tisto žogo, kolikor se da pod obroč, Vlatko Čančar z namenom, da bo ravno tako storil, ne. Ampak Goberju je počakal na obroču. Mislim, to so take poteze obrambne, da boljše enostavno ne gre, ne. Tako da moramo dati roko Francozom za neko res odlično predstavo, ne, da se sploh ne pogovarjamo o zadnji akciji, ko je Batum, pa saj vemo. Še enkrat hvala za vse odzive, ogromno se jih je nabralo tekom olimpijskih iger. Dajmo, Slovenija, dajmo si okititi z medaljo. Lep pozdrav iz morja, srečno.